nov Coolcast, zadnji Coolcast te sezone, je tako to je. Zadnji Coolcast sezone, danes je z mano Nipke, človek, ki ga noben ne razume, reper, ki ga noben ne razume, človek, ki živi izven okvirja. Ves čas ga sprašujejo ljudje, kdaj bo hit, ampak on je vse en človek, ki ne misli sam nas in rad ljudi vpraša, kako se počutiš. Nipke. Zelo lepo, kako si povezal tole. Coolcast s Klemnom Bučanom. Kaj spet so moje, pa od mojega tam avga najljubše komade v uvod. Ok, to pa še lepše. To pa še lepše. Evo, jaz mislim, da ponovadi se z ljudmi zelo veliko pogovarjamo o tem, s kje so prišli, kako so začeli tukaj v Coolcastu. Prej seveda prideva tudi do aktualnih stvari, film, novi komadi. Ampak se mi zdi pri tebi tako že, tebe nekako mislim, da kar vsi poznamo skozi tvojo glasbo. Veš, kar po mojem vsak ve, da kako si začel, pa da si hotel imeti klavir, pa da si hotel imeti psa, pa si dobil pudla, pa tako, pa nekako vemo, no, kako. Se pravi, ti si tvoja glasba, ti si ne izmišljuješ stvari, ker da bi rekel, repaš samo zato, da se rima, ampak ti dejansko se mi zdi, da poješ to, kar si, pa kar misliš. Ja, pa tudi nekako se mi zdi, da te ljudje pol najlažji oziroma tudi najbolj organsko dojemajo in sprejmejo, če pač si to, kar si. In tudi nekako sebe najbolj poznam in lahko o tem najbolj razlagam, opisujem in to. Harmoniko vem, da še vedno igraš, ker si bil pri meni na kolesu sreče, tako da malo za silo še znaš. Koliko časa si se učil harmoniko? Učil sem se jo 6 let, igram jo pa tokrat, kar pridem na kolo sreče. Okay. Torej v zadnjih 15 letih si enkrat. Ampak ti je šlo dobro. Psa si imel tudi? Psa sem imel tudi. Benjija sem imel 18 let recimo in njemu sem tudi seveda posvetil en komad na mojem zadnjem albumu z naslovom Ta prav friend. Ta prav friend, to je album Retro? Ne, ja, tako ja. Imam pa tudi zdaj 2 psa. En mu je ime Blunt, drugi je pa Milion, mešanc pa dober manjka, tako da smo danes zjutraj že bili na sprehodu. Aha, dobro, ne bom sprašal, odkje pride Blunt pa Milion, ampak Benji, a ni bil to ena mladinska nadaljevanka, ki je bil od Benji, a ni bilo nekaj? Veš, kaj je bil neki, ki je bil Benji, pa nek vesoljci so bili, ja, bila je neka nadaljevanka. To po mojem mladi sploh ne vejo, to je bilo takrat še časi živ žava, to je ne vem, 30 let nazaj, še več, ne? Vse sva midva tudi mlada. Ja, midva sva skoraj isti letnik. Tako da mladi zih vejo. Ja, ti si mislim, si 4 mesece starejši od mene. Aha, ja. Ok. Niti še ne si vodaril, ampak ja. Sej teb tudi ne. Jaz si vstrižem stran, te sive lase. Se pravi, ja, vemo, v bistvu, hip-hop je prišel zate skozi ples, ali kako je v bistvu si se srečal ti s hip-hopom? Prvo sem začel plesati, po Valeti sem začel trenirati hip-hop in tam sem se spoznal tudi s to glasbo, na katero smo plesali in malo zatem sem nekako tudi prišel do tega, da sem začel svoje prve rime pisati in pa šlo pa tako naprej. Se pravi, prva pesem, ki si jo posnel tam nekje 2008, a kdaj je bilo to? Prva pesem, ki sem jo posnel, po pravici povedano ne vem, ampak vem pa, da sem prvo pesem, ki sem jo napisal, je bila za Benjija. Za Benjija? Ja, hudo. Ampak ne ta komad, ki je na albumu, tisti je bil še malo bolj osnovan. Se pravi, Retro je tvoj zadnji album, ki si ga izdal, to je 2022. Tako. Ker veliko tudi, mislim, da mi vrtimo vsaj 2-3 pesmi z tega albuma zelo radi. Kaj pripravljaš kaj novega? Zdaj razen filma, mogoče tudi svoj album? Nisem še toliko daleč, da bi lahko govoril o albumu, ampak definitivno pa pridejo ven kakšni novi komadi, ki se bojo mogoče pol kasneje strnili v album, ampak zaenkrat delam komade. Delaš komade, to je to. Drugače, aktualna zdaj stvar, Igrišča ne damo. To je nov slovenski film, mladinski film, jaz moram reči, že sem že gledal malo trailer, pa to o mladih, ki malo skejtajo, pa to. To so 10-12 let stari. To je ta neka generacija tam malih, po mojem, da so tam nekje stari, in v bistvu sem se zelo
zelo dober in z veseljem povezal, ko sem me povabil k sodelovanju, zaradi tega, ker je to skoraj moja zgodba. Tudi film je sneman praktično malo naprej od mojega neighborhooda, tako da sem sam sebe noter dal in komad se je kar sam napisal, tako da je pa isto imenski naslov, kakor bo film in ko mi čakam, da prije tudi film ven, ne. Se pravi, Igrišče ne damo, istoimenska pesem je, to je edina pesem, ki si jo napisal za film, to je v bistvu naslovna pesem, ne? To je nekako naslovna pesem, tudi polet bomo snemali video spot, in bo tudi o tem verjetno še kaj povedala. Ja, ker se lahko ljudje prijavijo, oziroma svoje igrišče lahko prijavijo. Tako, lahko najboljš, da grejo kar na spletno stran www.igriščanedamo.si, kjer si lahko pogledajo vse o tej akciji in preberejo o video spotu, tako je lahko prijavijo svoje igrišče in z ekipo, ko bomo snemali, bomo potem zbrali nekaj igrišč, na katerih bomo tudi posneli kakšne kadre in vključili tudi mladino iz teh igrišč, tako da imajo vsi nekako možnost, da sodelujejo v tem videospotu. Jaz sem se zdaj mečkam kar poistovetil s tem Igrišče ne damo, ker videl sem, da so snemali v skateparkih tudi dol v Fabjaniju, mislim, da in ravno so zaprli ta skatepark zdaj za celo leto, se pravi, moj najljubši skatepark so zaprli za 1 let, ker delajo tam cukrarno in se bo jaz tudi malo tako, jaz tudi ne bi dal mojega igrišča zdaj, ampak dober, ne bojo ga vzel, pride nazaj, ampak ja, sem se malo spet poistovetil s to Igrišče ne damo, ker ti v bistvu si tudi že doživel to, da so ti vzeli kakšno igrišče. Doživeli smo že marsikaj na naši Brilevi, v naših Dralah, recimo tam, kjer sem jaz odraščal, od tega, da so nas spodili dol, do tega, da so nam razbili vse rampe, jumpe, ki smo jih sestavili, se pravi, vse veš, ki si sam skater, mogli smo prvi material najdeti po vseh možnih smetiščih, pa pri mizarjih, pa ne vem kva vse, da smo one plate zbrali skupaj, pa smo skupaj sestavili to, na kar so pa prišli sosednje ulice starejši, pa so nam vse razbili. So vse razbili, ne. Evo, pa ni več igrišča. Pa ni bilo več igrišča. Ja, ampak evo, tukaj le Igrišče ne damo, taka zgodba, ti si se poistovetil, ti si nekako vzornik, se mi zdi tudi mladim, ne, tebe jemljajo mladi, ne vem, se pravi, moj ta-mal je 5 let star, pa že vsaj kakšen let te posluša. Okay. Jaz sem star 43 let, pa tudi te poslušam, se pravi, meni recimo kakšne pesmi tvoje, pravuno, a veš, kaj si jo daš in padaš not in si, ne vem, recimo kako se počutiš, sem imel prav en čas, sem pravuno v avtu, šipe dol in se pravi, ti si od 4 do 50 let nekak, zakaj misliš, da si toliko lahko priljubljen pri vseh? Jaz imam tudi še enkrat starejše, kot si rekel, recimo, ne, poslušalce in všeč mi je to, nikoli nisem delal muzike ali pa, da bi sploh razmišljal o tem, da bi jo delal za neko določeno ciljno skupino ali pa kakorkoli, moja muzika je pač nekako moje čutenje, moje izražanje in mi je všeč tako, da imam tak razpon poslušalcev. To, kar si pa rekel, ja, se mi zdi, da jaz nekako imam feeling, da razumem ta-male, sploh, da se velikrat znam tudi v njihovo vlogo postaviti, tudi načeloma imam sam pri sebi feeling, da sem še zmeren velik otrok, sem se pa tudi zaradi tega aktiviral tako, ker imam feeling, da je včasih, ko smo mi odraščali, so bila ta igrišča tako ful bolj polna, ful bolj obiskana, več dogajanja na ulici, več povezovanja, ne vem, danes je pa igrišča so dosti prazna, socialna omrežja so polna in tako naprej, tako da delamo na tem, da bi ta trend mal spet obrnili nazaj, pa da bi šli v ta nek analogen vibe, da se začnemo družiti, povezovati
užival. Se pravi, mladi, kot sem rekel, te sprejmejo, se mi zdi, da te poslušajo. No? A se počutiš mogoče zato, kaj bolj odgovornega, hodiš kaj po šolah, na dogodkih za mlade, se mi zdi, da te tudi dostkrat vidimo oblasva na enem dogodku, tam Dunkin' Devils, to je bilo pravno mladina je bila navdušena, ker si ti prišel tam dol po stopnicah in si repal, koliko kaj hodiš okrog, koliko se kaj sam tudi angažiraš na tem področju, koliko te kaj kličejo šole, srednje šole, ljudje, ki delajo kakšne take stvari. Moram reči, da sem kar aktiven, se pravi, tudi sam pri sebi nekako čutim to neko določeno odgovornost. A ne? Hvala Bogu, da če imam glas, pa da ta glas gre lahko malo širš, kakor pri kakšnemu drugemu, je fajn, da ga uporabljam v dobre namene, tako da definitivno obiščem veliko in šol in tudi po vrtcih grem, po srednjih šolah, po gimnazijah, faksih, čisto odvisno, pač kakor me povabijo, ampak ja, se mi pa zdi, da je prav, da širim miselnost, ki jo imam jaz, vse po glavi in ki se mi zdi, da je prav in z veseljem delim to tudi z drugimi. Igrišče ne damo, se že rekla, kdaj je premiera, se žive verjetno zdaj čez poletje, ne verjetno potem Premiera filma je, začetku novega šolskega leta? Ja, mislim, da je 5. september v kinih. Videospot bomo pa snemali polet, tako da www.igriščanedamo.si in tam si lahko poslušalci vse preberejo v tej akciji in o videospotu. Bo kakšna turneja, potem verjetno bojo premiere po celi Sloveniji, ponavadi je tako, kakšen sploh slovenski film, pride ekipa zraven, domnevam, da boš tudi ti šel, pa da boš kakšno zarepal tam na odru. Ja, definitivno neka turneja zihar bo. Ne bom zdaj nič kaj vnaprej govoril, zihar se bom pokazal na premieri, pa bomo kaj tudi naredili za folk, ampak najbolj, da si preberejo tam, pa vse zvejo. Igrišče ne damo.si, tako da še je šansa, hitro se prijavite svoje igrišče, mogoče bo Nipke prišel, pa boste tam posneli skupaj videospot. Nipke, ima še kaj se povedati tacga pomembnega? Mogoče, če sem kaj pozabil vprašati glede igrišča ne damo, mogoče glede tvojih koncertov, verjetno polet se te bo dal kaj videti. Ja, jaz vedno rečem, dajte me spremljati na mojemu predvsem Instagramu, tam sem še najbolj aktiven, kjer tudi objavim vse prihajajoče datume, evente, tako da ste pa vabljeni seveda na vse moje koncerte. Pridemo. To je to, Nipke. Ful hvala, se pravim, jaz lovim te vedno, ko imaš nek koncert, sem zdaj imel nekaj, da nisem mogel tam malo skosti že kdaj greva na Nipke, tako da upam, da ratano, pa da bo kakšen čez dan, se veš, da ne bo preveč pozni. Ja, pa da primemo mogoče na vaše konce, ne? Ja, sej, naši so klej, ki so tvoji v bistvu. No, ok, the best. Kamarkoli prideš v okolici Ljubljane, upam, da to ujamem, tako da the best. Sicer pa igrišče ne damo.si, prijavite se, Nipke.si tudi. Včasih ne več. Ja, včasih ne več, Nipke Instagram. Ja. Nipke Instagram, pa album Retro še vedno aktualen, sicer pa na Radio Express tudi Nipke normalen. Radi ga vrtimo, tako da poslušajte nas, poslušajte Nipketa, pa igrišča ne dat.si. Igrišča ne dat.si.